Nogometaši Maribora so doma pričakali velenjski Rudar v zadnji tekmi drugega kroga prve lige Telekom Slovenije. Mariborčani so zmagali v prejšnjem krogu, v zadnji minuti proti Kopru, Velenjčani so dosegli zgolj točko proti Krškemu. Prva priložnost tekme za vijoličaste, to je bil strel od daleč Mitje Vilerja, ki si je namestil žogo na desnico, a tokrat zgrešil. Priložnost za Vršiča, poskušal je presenetiti gostujočega vratarja, a strel je šel nekoliko čez gol. Potem pa izjemna priložnost za Maribor, Sani pred vrata, kjer je bil Bajde, ampak v zadnjem momentu izbija velenjska obramba. Kot za vijoličaste, priložnost za Sanija, ki je zadel za prednost 1:0. Podal je Vršič na drugo vratnico, Sani je bil najspretnejši in premagal gostujočega vratarja Rističa za prednost vijoličastih v 33. minuti. Drugi polčas in priložnost za Zeca, to je bila izjemna obramba Handanovića, ki je uspel žogo odbiti v kot, potem pa velika priložnost Maribora, vratnica Bajdeta in ostala je pri minimalni prednosti. Še ena priložnost za Velenjčane, tokrat je zgrešil Babič, potem pa odličen strel iz obrata Damjana Boharja, obramba še enkrat Rističa in potem izjemno lepa kombinacija vijoličastih 2:0 v zadnji minuti tekme. Tavares, Bohar in potem še Sani za povišanje prednosti in končnih 2:0. Med nogami je klonil Ristič še drugič in Maribor je zabeležil še drugo zmago. V drugem krogu s temi 3 točkami je zdaj skupaj z Olimpijo na prvem mestu prvenstvene lestvice. Moramo poudariti nekaj drugega, da smo mi prvi polčas odigrali res fantastično tekmo z izjemno visokim ritmom in povedli, imeli še nekaj lepih priložnosti. Prvi polčas je bil fantastičen. V drugem polčasu je nasprotnik zaradi svoje kvalitete, ki jo ima, prišel boljše v igro, to smo tudi pričakovali, na koncu zmagali z 2:0 in jasno, da smo zelo zadovoljni. Prišli smo igrati napadalni nogomet in dobro tekmo in to nam je kar dobro uspevalo vse do zadnjih 16 metrov, kjer nam je manjkal tisti zadnji pas in boljši zaključek. V prvem delu nismo najbolje odigrali, kajti Maribor je bil boljši, je dominiral in zasluženo povedel. V drugem delu pa mnogo bolje, lahko rečem, da je bil to celo naš najboljši polčas. Na koncu smo dobili še en gol za 2:0 in tekma je bila končana. Kljub temu smo se trudili, storili smo nekaj napadalnih menjav in skušali izenačiti. Maribor je seveda izjemno izkušena ekipa in na koncu zasluženo zmagala.